Spoštovane novinarke in novinarji, zahvaljujem se vam za udeležbo. Res sem vesel, da ste prišli v tako velikem številu. Upam pa, kot sem že rekel, da mi boste pomagali pri izvedbi te konference oziroma tega sporočila. Torej, jaz vam želim danes sporočiti, da je Slovenska demokratska stranka dobila od Okrajnega sodišča v Ljubljani na podlagi odpovedi najmodajalca Mestne občine Ljubljana nalog za izpraznitev poslovnih prostorov, po katerem moramo poslovne prostore na Komenskega 11, v katerih se nahajamo, izprazniti do 27. oktobra, torej 2008, torej v roku enega leta. Kakšen mesec je ta oktober najbrž? Ni treba posebej razlagati, to je mesec volitev v Državni zbor. Najprej nekaj o tem, kako smo do teh prostorov prišli. Te prostore je Slovenska demokratska stranka dobila, tako kot vse druge stranke, razen Pahorjeve SD, ki je hišo dobila v last, dobila v uporabo za namen svojega delovanja v letu 1990, torej v obdobju prvih demokratičnih volitev v Sloveniji. In ta stavba je bila takrat v lasti bivše SZDL, kasneje pa po letu 2000 pa je prešla v last Mestne občine Ljubljana po denacionalizacijskem postopku. Torej je SDS, Slovenska demokratska stranka, v teh prostorih že celih 18 let. Februarja smo praznovali 18-letnico ustanovitve, danes pa pač se soočamo s težavo, ko se bo treba preseliti. Mi smo se vse skozi trudili za dobre odnose z najemodajalcem, Mestno občino Ljubljana. Redno smo plačevali najemnino in smo skušali s temi prostori ravnati kot dober gospodar. Večkrat smo opozarjali tudi na potrebo prenove te hiše, ker je v slabem stanju. Ta prenova se je delno začela pred 3 ali 4 leti, vendar je obstala na pol, gornje nadstropje je razbito, tukaj so nam uredili WC-je. Sedaj veljavna pogodba o najemu prostorov je bila podpisana za nedoločen čas v letu 2003 z prejšnjo županjo Danico Simšič. Tako kot vse pogodbe, je tudi naša pogodba vsebovala določilo, poleg tega, da je sklenjena za nedoločen čas, vsebovala tudi določilo, da si najemodajalec pridržuje pravico odpovedi brez razloga z odpovednim rokom enega leta. Kljub temu, kolikor vem, imajo to določilo v pogodbah vse politične stranke v Ljubljani, nasploh je to določilo sestavni del vseh pogodb, ki jih ima Mestna občina Ljubljana, tako mi je bilo takrat, kot smo podpisovali, rečeno. No, kljub temu pa smo bili v Slovenski demokratski stranki pred nekaj meseci neprijetno presenečeni nad sporočilom podžupana Čerina, da Mestna občina Ljubljana namerava prekiniti to pogodbo o najemu, ker bodo stavbo v celoti obnovili zaradi potrebe po preselitvi njihovega javnega zavoda, neuradno ne bi šlo za Lekarno Ljubljana, in zaradi prostorske stiske. Vse skozi so nam zatrjevali, jaz sem se z gospodom Čerinom tudi srečal, da bi zadevo radi rešili sporazumno in da ne bi radi uporabili tega člena o enem letu. To nam je bilo takoj jasno povedano. Jasno nam je bilo pa tudi povedano, da v tej zgradbi SDS ne more ostati in
da se pač bomo morali preseliti. Zameno so nam ponudili 3 lokacije. Mi smo si te lokacije ogledali. Na koncu smo ugotovili, da niti ena od 3 ponudnih lokacij ni primerna za delovanje največje parlamentarne stranke v Sloveniji, ki ima trenutno že 26.000 članov. Bodi si zaradi dotrajanosti prostorov, nekateri so bili še v slabšem stanju, kot so to bistveno manjši prostori, slabše dostopni, ali pa zaradi neprimerno razporejenih prostorov. Za lokacijo, ena izmed lokacij je bila tudi ta na Komenskega 7 stavba nasproti. Za njo nam je bilo povedano, da je rešitev itak začasna, ker jo nameravajo to stavbo prodati, in še prostori so bili v 3 ali 4 različnih nadstropjih. To pomeni, da se bo Slovenska demokratska stranka v najbolj občutljivem času priprav na volitve v Državni zbor 2008 ukvarjala še s problemom iskanja novih poslovnih prostorov, selitvijo. To pa gotovo ne more uvodno vplivati na priprave stranke na naslednje državnozborske volitve. V Slovenski demokratski stranki smo zaradi te odločitve župana in mestne uprave razočarani oziroma presenečeni, kako smo pričakovali, da takega ukrepa ne bo prizadeti, če hočete. Saj smo, kolikor nam je znano, edina stranka v Ljubljani, ki jo je doslej doletel tak ukrep. Kaj nam preostane? Zaprav nam sedaj ne preostane nič drugega, kot da intenzivno iščemo nove prostore, kamor se bomo preselili. Vse opcije so odprte, enkrat še zbiramo možne ponudbe, tako da vam potem težko kaj rečem. Seveda pa smo se pripravljeni pogovarjati tudi z mestno občino še naprej, če bi bilo se pokazalo, da je ali bodi si v okviru te hiše ali pa kjer druge možno kakšna primerna lokacija. Na vsak način bi radi ta problem čim prej rešili. Če se bi dalo še letos, naslednje leto, tako v začetku, bodo priprave, bo predsedovanje, tam so naši ljudi najbolj izpostavljeni, pa tudi priprave na državnozborske volitve bodo na višku in se seveda resna parlamentarna stranka ne more ukvarjati še s problemom selitve. Hvala lepa, se vam zahvaljujem za pozornost.